Ja, hvala lepa. Pred slabim letom je SDS začela govoriti o 50+. Par mesecev kasneje o 60+. Na te volitve gremo s programom 100+. 100+10, če smo natančni. 10 mojih kolegov je predstavljalo po enega od 10 ukrepov. Mene se mi zdi, da imajo v stranki nekako zabrihtnega. Verjetno zato, ker imam očala. In me je zato pripadla naloga, da predstavim ostalih 100 rešitev. Zdaj sem pred nemogočo nalogo, da v 5 minutah predstavim 100 rešitev. To je 300 sekund za 100 rešitev, to je 3 sekunde za vsako. In ker so vse rešitve pametne, ne bi bilo prav, da kakšno izpustim. In ker ne znam govoriti tako hitro kot tisti glas iz reklame, pred uporabo se posvetuje zdravnikom in farmacevtom. In ker bo Boga vedno, kar mi v stranki naročijo, bom povedal samo naslednje. Rešitev je 100, in rešitve so pametne in lahko si jih preberete seveda v programu. Mislite, da bo takoj malca, ne? Ampak bom vseeno nekaj povedal o tem, zakaj v teh rešitvah grem. Izhajamo iz prepričanja, da je Slovenija v zadnjih 20 letih res izgradila samostojno državo, se včlanila v pomembne varnostne in gospodarske integracije in vzdrževala v primerjavi z drugimi postsocialističnimi državami visok standard svojega prebivalstva. Ampak ta kriza je pokazala, da ne moremo več počivati na lovorikah najbogatejše med obubožanimi državami izza železne zavese. Ne funkcionira pravna država, ne funkcionira socialna država in tudi nimamo nikakršne ekonomije znanja. In na teh volitvah ima Slovenija izbiro. Ali bomo te stvari uredili, ali jih pa ne bomo uredili. Izbira je med socialno-tržnim gospodarstvom srednjeevropskega tipa in kontinuiteto pajdaškega kapitalizma, ki se bo sčasoma verjetno razvil v balkanski oziroma mediteranski tip družbe, za katere je značilno, da jih obvladuje mreža vplivnih, bogatih družin in posameznikov. Izbira skratka je med Bavarsko, če hočete, in Grčijo, med Avstrijo in Italijo, med Estonijo in Belorusijo. Izbira je med pravično državo, o kateri je govoril gospod Matos, kjer ljudje napredujejo po svoji sposobnosti in podjetnosti, po svoji ustvarjalnosti in inovativnosti, in med gangstersko državo, kjer uspejo prav povezani v različne cehe, večina gospodarstva pa trpi slabe in nekonkurenčne razmere. Izbira je med tem, da cenimo znanje in med tem, da cenimo premetenost. Izbira je med učinkovito državo, ki poskuša za čim manj vašega denarja državljanom ponuditi čim boljše storitve na področju zdravja, sociale, izobraževanja, sojenja, varnosti in tako naprej, in med ugrabljeno državo, ki jo izkoriščajo kot vir za službe in vir za bogatenje plenilskih podjetij, ki so pri državnem koriti. To je že skoraj kot aplavz. Ampak ko smo se v tej kampanji ravno dobro ogreli, da predstavimo vendarle najboljše dodelan program te kampanje, rešitve, 100 rešitev, 100+10 rešitev, 10+100 rešitev, so začeli govoriti, da to ne bo kampanja o programih, ampak kampanja o osebnostih, kampanja o ljudeh. Pa dajmo povedati, če nekaj o osebnostih in o ljudeh. Izbira v tej kampanji je med človekom, ki je postavil samostojno Slovenijo, in osebo, osebami, ki postavljajo poštne predale na Cipru in na Nizozemskem. Izbira je med predsednikom Evropskega sveta in postaja načelnikom, ki mu mimo vozi francosko-nemški vlak. Izbira je med politiki z mnenjem in uradniki brez mnenja. Izbira je med osebnostmi, ki jih povezuje pogled na svet, vira v nek prav,
in listami, ki jih povezuje volja do zmage na enih samih volitvah in interes za plenjenje države po volitvah. Izbira med izkušenimi navezami, ki naskakujejo vrh v lepem in grdem vremenu, v mrazu in viharju že desetletja, ki so v tem boju ozeble, otrdele, in navezami začetnikov, ki imajo v dolini sicer številne navijače, bogate sponzorje, na goro gredo pa prvič in nič ne vemo, če se ne bodo v prvem sneženju razbežali. Izbirajo med ekipo z zvesto bazo in članstvom, ki ostaja stabilno skozi desetletja, in listami, na katerih so prebežniki in povzpetniki iz vseh vetrov. Izbirajo med tistimi, ki smo ostali zvesti svoji strani in bomo verjetno zvesti tudi svojim projektom, svoji vladi, svoji državi in tistimi, ki so zvesti svojim interesom. Nobena od 100 rešitev ne govori o tem, o čemer sem govoril zdajle na koncu. Nobena od 10 plus rešitev ne govori o tem. Papir in besede ne morejo o tem povedati ničesar. O tem pa pričajo kolegi, prijatelji, tukaj v tej dvorani, zato ste garancija vi, zato so garancija 10.000 članov SDS. Kriza ni pokazala le tega, da nimamo delujoče pravne države, socialne države in tržnega gospodarstva. Pokazala je tudi to, da nimamo dveh elit, ki bi bile sposobne voditi to državo, ki bi jo skrbelo za to državo. V zadnjih 3 letih smo bili priča idejnemu in finančnemu bankrotu ene od teh elit, tako imenovani tranzicijski levici. Zdaj, čez ta bankrot, limajo nove obraze in prisiljene nasmeške. Edina izbira v tej državi ostaja SDS. Nič na svetu ni popolnega. SDS ni popolna. Je kompromis med socialnim in podjetnim, med mestnim in podeželskim, med intelektualnim in ljudskim. Je pa SDS solidna izbira. Solidna izbira za težke čase. Da bi državo postavila nazaj na noge, ta izbira potrebuje plebiscitarno podporo Slovencev. Naredimo, kar moramo.